Reformska politika je, da se v 5 letih izžene vse nezakonite priseljence v Združenem kraljestvu. Torej, to bi pomenilo, to so resnični ljudje. To bi bil nekdo, kot si ti. Če ste v tej državi nezakonito, boste izgnani nazaj v državo, iz katere ste prišli. Preprosto povedano, če izvolite reformni svet ali reformnega poslanca, vam zagotavljamo, da v vaši bližini ne bo migrantskega pridržnega centra. Če pa volite zelene, obstaja velika verjetnost, da ga boste imeli. Na ta način vsak dobi tisto, za kar je glasoval. Spomnite se, kako noro je bilo, ko so moški, ki so nezakonito vdrli v državo, dobili nacionalno platformo na državni radioteleviziji, ki ga ne pozabite, financirate vi, da bi vas poučevali o prednostih varne meje. BBC spet igra umazano. In če ste kdaj želeli dokaz, da osrednji mediji delujejo proti državi, je BBC dobesedno dokaz, postrežen na zlatem pladnju. Saj se mnogi med nami sprašujemo, kako je sploh mogoče, da je Združeno kraljestvo padlo tako nizko, kot je. No, če slišite to prihajajočo zgodbo, boste morda začeli razumeti, da ko imate medijsko hišo, ki se predstavlja kot glavni glas, vladno trobilo in podobno, a hkrati ljudem v Angliji vsiljuje nevarne ideologije. Morda ima smisel, da je Anglija propadla do te mere, kot je. Niste pripravljeni na to zgodbo. BBC so bili ujeti na delu. Se spomnite, ko so občinstvo oddaje Question Time potaknili nezakonite migrante, da bi mi nastavili zasedo in vprašali, ali bi vlada stranke Reform izgnala njih? Za tiste, ki ne veste, ta moški prihaja iz stranke, ki je zelo močno proti priseljevanju in verjame v remigracijo. On je posnel ta video, ki je bil takrat izjemno viralen. In po mojem mnenju je bil to morda eden najboljših političnih oglasov vseh časov. Mislim, da to ni pretiravanje. To je Zak Polanski, znan tudi kot šepetalec s prsim. In je prišla k vam in rekla, ali mi lahko povečate prsi s hipnoterapijo. In vi ste rekli, da. A moč uma nad spominom je le ena od številnih norih idej Zaka. Ker se nezakoniti migranti še naprej pojavljajo na naših obalah, Zak in njegova zelena stranka pravita, da želita, da Velika Britanija sploh nima meja. Zdaj je jasno, da je obdobje propadle univerzitetne stranke končano in da poteka bitka za dušo naše države med reformo in zelenimi. Zato danes napovedujemo pomembno novo politiko. Da bi lahko deportirali vse nezakonite migrante v Veliki Britaniji, bomo morali naenkrat pridržati na 10 000 ljudi. Migranti ne bodo mogli zapustiti teh pridržnih centrov in vsak bo tam zadržan nekaj tednov, preden bo deportiran. Torej, tukaj je naša obljuba. Reformirana vlada ne bo postavila nobenih centrov za pridržanje migrantov v nobenem volilnem okrožju z reformiranim poslancem. Ne bomo jih postavili tam, kjer ima reforma nadzor nad občinskim svetom. In med preostalimi območji bomo dali prednost zelenim parlamentarnim okrožjem in občinskim svetom pod nadzorom zelenih za postavitev teh centrov za pridržanje migrantov. To pomeni območja, kot je prav tukaj v Brightonu. Preprosto povedano, če volite reformni občinski svet ali reformnega poslanca, vam zagotavljamo, da v vaši bližini ne bo centra za pridržanje migrantov. Vendar pa, če volite zelene, obstaja velika verjetnost, da ga boste imeli. Na ta način vsak dobi tisto, za kar je glasoval. Obiščite votegreengetilegals.com. Velika Britanija je zlomljena. Velika Britanija potrebuje reformo. Mislim, da sami razumete, zakaj je to verjetno eden najboljših oglasov vseh časov, ker govori sam zase. Namesto, da bi poskušali prepričati ljudi, naj glasujejo za njih, naj njihove lastne politike delujejo proti njim. Vidite, če vam niso všeč stvari, ki jih počnejo drugi, samo dokažite ljudem, da tudi njim niso všeč. Kakorkoli, to ni bistvo videa, ampak to je tip, ki ga zdaj gledamo, ker ljudem res ni bilo všeč, kako samozavesten in sproščen je bil glede te protimigracijske politike. In zato pride na BBC, da o tem razpravlja, kar je običajno za politika, ki povzroča veliko hrupa v medijih. Poglejmo, kaj so naredili. Reformska politika je, da se v 5 letih iz Združenega kraljestva izžene vse nezakonite priseljence. To pomeni, to so resnični ljudje. To bi bil nekdo, kot si ti. Če ste v tej državi nezakonito, boste izgnani nazaj v državo, iz katere ste prišli. Lahko samo povem, da je dejstvo, da uporabljajo tega moškega, ki očitno prihaja iz migrantskega okolja, del njihove genialnosti, ker želijo jasno pokazati, da ne nameravajo izgnati nikogar, ki ni očitno bel in Britanec. Želimo izgnati vsakogar, ki je tukaj nezakonito. To je velika razlika. Če ste prišli zakonito, potem super za vas. Izkazalo se je, da ti nezakoniti migranti niso bili le podtaknjeni v občinstvo, ampak jih je dobesedno učila, kaj naj rečejo dobrodelna organizacija, ki podpira odprte meje.
To poroča časnik Telegraf v osupljivih današnjih poročilih. In izvršni direktor te dobrodelne organizacije za odprte meje je bil prav tako v občinstvu tiste oddaje Question Time in je bil seveda povsem naključno izbran s strani Fione Bruce, da zastavi še eno vprašanje, v katerem so bili Britanci deležni pridiganja. Se spomnite, kako noro je bilo to, ko so moški, ki so nezakonito vdrli v državo, dobili nacionalno platformo na državni radioteleviziji, ki ga, ne pozabite, financirate vi, da bi vam pridigali o prednostih varne meje. In dejansko je eden izmed njih, in res nisem mogel verjeti temu, začel brati svojega telefona. Kar je bilo takrat precej očiten znak, da mu nekdo narekuje, kaj naj pove in mu daje replike. Začel je govoriti o tem, kako Velika Britanija ne bi smela zapustiti EKČP in celo začel govoriti o protokolu za Severno Irsko. Nisem vedel, da so moški, ki so pred kratkim vdrli v državo iz Irana, po naključju strokovnjaki za britansko ustavno pravo. Zdaj vemo zakaj. Bili so tam nastavljeni in naučeni, kaj naj povedo, njihove izjave pa jim je narekovala ta dobrodelna organizacija za odprte meje. BBC je za to vedel in bili so tam iz enega samega razloga. Da služijo kot orodje in mehanizem za propagando odprtih meja strani BBC-ja. Dejstvo, da so sploh bili v občinstvu, je sramota. Dejstvo, da je BBC to prikril, je še huje. Bojim se, da je BBC moralno bankrotiran. In zdaj lahko kar predpostavite, da je vsaka novica, ki jo vidite na BBC-ju, v resnici tajna operacija dobrodelne organizacije za odprte meje. Mislim, res je noro pomisliti, da imate z državo financirano medijsko podjetje, ki očitno dela v korist države, kaj ne? Tako da je logično, da poskušajo prikazati, kako je priseljevanje čudovito, hkrati pa dovoljujejo nezakonite priseljence. Si lahko sploh predstavljaš, če bi bil, ne vem, recimo v Beli hiši in bi bil tam nekdo, ki je nezakonito prišel iz Mehike na nekem dogodku v Beli hiši, to bi bilo noro. Bili bi aretirani, ker tako ravnaš, ko imaš tukaj nezakonite ljudi. Namesto tega pa te ljudi uporabljajo za širjenje svojega prepričanja in propagande. To je bila ena najbolj nerealnih, norih, šokantnih stvari, kar sem jih videl. In danes smo izvedeli, Mišel, da je bilo že takrat jasno, da so ti ljudje prvič bili podstaknjeni na BBC in drugič, da so jih dejansko usmerjali in jim celo narekovali besede. Mislim, celo v tistem posnetku si lahko videl, da je bral svojega telefona. In to je bil človek, ki naj bi prišel iz Irana pred zelo kratkim časom. In nenadoma je postal strokovnjak za ustavno pravo v Združenem kraljestvu. Britancem in meni na panelu je predaval o tem, kako grozno bi bilo, če bi zapustili ECHR. In je imel nekako res dobro znanje tudi o protokolu za Severno Irsko. Nekako je tako, ne vem, kaj sledi za BBC. Ali imajo po proračunu povabijo kakšne obsojene bančne roparje, da pridejo in jim predstavijo svoje poglede. To je bila ena najbolj norih stvari, kar sem jih kdaj videl. Zdaj, kar smo danes izvedeli v časopisu Telegraf. Veste, ena od stvari, o kateri mislim, da pogosto ne govorimo, je ta, da ko vam nek medij enkrat laže, mu morda lahko odpustite. Ampak to bi moral biti velik alarm. Ko pa enkrat veste, da resnično, popolnoma manipulirajo z informacijami proti vam, bi vam moralo biti jasno, da je to nekaj, na kar morate biti zelo pozorni. Takšna zgodba ni pomembna zaradi tega, kako nora je sama po sebi. To je velika zgodba, ker kaže in dokazuje, kako angleški mediji, državno financirani mediji, nimajo prav nobenega problema s tem, da vsiljujejo politične agende, ki so nezakonite. Nezakonito. Pripravljeni so poslušati nezakonite ljudi, proti zakonu, veste, zakonu vlade. Tukaj smo pristali in to je del tega, kako je bila Anglija uničena. Ker če boste dovolili takšno korupcijo na tej ravni, pri glasniku, ljudem, ki so dolgo verjeli in zaupali BBC-ju, potem, prijatelji, tukaj smo. Ena takšna zgodba je dovolj, da vam pove, da ne morete zaupati takšnim osrednjim medijem. Strašljivo je, kaj vse jim uspeva. Še bolj strašljivo pa je, da ljudje tega sploh ne opazijo. BBC je velik razlog, zakaj je Združeno kraljestvo padlo tako nizko, kot je. Ker so ljudem vsiljevali ideologije, ki so napačne. Napačno je dajati legitimnost nečemu, kar je nezakonito. To je preprosto narobe. Tako deluje zakon. Če je nekaj nezakonito, potem v določeni državi ni sprejemljivo. In vendar to vseeno promovirajo in jih ni niti strah, da to počnejo pred poslancem. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.